Bog je ljubezen, Bog je ljubezen, Bog je ljubezen. Dajmo temu čudovitemu Bogu in glasen aplavz, ki je tu med nami v najsvetejšem tabernaklju. Vesel sem, da sem danes tukaj, v moji domači Primorski, tako da izvira moj rod, zato sem posebej ponosen in vesel, da sem lahko tukaj. Pred nekaj tedni, pravzaprav nekaj dobrimi tedni, so bili v Sloveniji tudi relikvije svetega Leopolda Mandiča, ki je med drugim deloval tukaj v Kopru pri Sveti Ani. Njegove relikvije kot zavetnika vseh spovednikov in pa pravzaprav posebnega priprošnika za Božje usmiljenje. Prav tako sveti Pater Pij, njune relikvije so šle po vsem svetu. Pred nekaj tedni bili tukaj, ampak on je prav deloval tukaj v Kopru, kjer smo mi sedaj tu pri Sveti Ani. V tej cerkvi maševal, v tej cerkvi spovedoval. Do danes nešteto čudežev po njegovi priprošnji. Nešteto čudežev, nešteto ozdravljen, nešteto milosti, nešteto uslišanj, spreobrnen, prav po njegovi priprošnji. Ker toliko svet, če tudi bi majhen porasti, pa vendar silno velik v duhu, v srcu in ljubezni. Tukaj imate nekaj krasnih svetnikov, tako blaženi Monald, pa potem sveti Nazar, pa tu gor malo više sveti Socet, pa potem še cela serija drugih, vidimo v brevirju Komolinu. Sveti možje, torej bili so odprti svetom duhu in Bog je delal po njih čudeže. In pravzaprav pred komaj nekaj tedni je v cerkvi, naši katoliški cerkvi, šel in poseben dokument o karizmah in instituciji. Kako mora biti to pravzaprav povezano? Da, institucije se pravi sama cerkev, hierarhija, kot taka mora sprejemati karizme vas. Se z njimi povezati, se dati voditi. In po drugi strani karizme, da so pokorne, ponižne, torej instituciji in pa hierarhiji, predstojnikom v cerkvi. Tako se gradi edinost in tako nastaja ta neverjetna moč, ko se mi odpremo svetemu duhu in to je tisto glavno gonilo cerkve. Dragi Božji prijatelji, se pravi, cerkev želi danes spodbuditi, ne samo po nekem gibanju, prenovo v duhu, prav posebej, seveda po njem. Ampak še dosti bolj želi, cerkev želi, da z močjo svetega duha, z gibanji in prenovo duhu in karizme svetega duha, da prenovijo celotno cerkev. Ta dokument je nastal, ker želijo edinost v cerkvi, ki želijo seveda edinost tudi cerkve s vsemi karizmami, ampak želijo, da te karizme, ta moč, ta nove veter svetega duha, da od znotraj prenovi celotno cerkev. Zdaj je prišel ta impuls, prihaja že dolgo, pa zdaj že prav po dokumentih cerkve, institucionalne cerkve, ki želi, da sveti duh prenovi od znotraj. In to je eno prekrasno znamenje, nekaj čudovitega, kar se dogaja med nami. Še prej, ko sem se vozil sem proti vam, sem razmišljal o velikem svetem možu, svetem Janezu Pavlu II. Veliki mu pravijo. Gotovo bil velik. Ne dvomim v to. In on je govoril torej o karizmah v cerkvi. Spomni se dobro Patra Rufusa Pereira, tudi vi se ga mnogi spomnite, ki je bil, mislim, da vsaj 3-krat v Sloveniji in ko bil na zadnje, umrl je kakšne 2-3 leta nazaj, mislim, da 2012. na god svetega Filipa in Jakoba pomladi. In ko bil na zadnje tukaj, sem imel to čast in možnost, da je tudi bival, prespal v moji župniji, gor na avstrijski meji in potem čez dan ali dva se ga peljal na letališče na Brnik, da je šel naprej po svetu. On je bil zadolžen predvsem svetom, se pravi za službo ozdravljanja in osvobajanja od vplivov zla. Po vsem svetu za karizmatična gibanja znotraj katoliške cerkve, posebej za prenovo, torej za več kot 150 milijonov ljudi. Je bil odgovoren vodstvenik cerkve za to poslanstvo. In ta velik mož, ki se je to čas, da sem bil njemu blizu, mi je povedal nekaj poudarkov, nekaj zanimivih stvari. In pravi, ko smo bili leta 1981 v Rimu, pravi, sem tudi bil sam tam.
ko je bilo tisto zgodovinsko srečanje voditeljev karizmatičnega gibanja in občestev po vsem svetu in po različnih narodih z papežem Janezom Pavlom II. In to je bilo v Vatikanskih vrtovih na tisto pomlad 81. leta. In govoril mi je o tem srečanju. In gledajte, dragi Božji prijatelji, na tem srečanju se je zgodilo več stvari, pomenljivih za vse nas in za ves svet in cerkev. Kaj se je zgodilo? Pravi, stal sem malo stran od papeža Janeza Pavla II. In pravi, jasno smo ga slišali, kako je glasno molil, slavil Boga v jezikih. Z darim jezikom. Sam papež, gledajte, vrhovni pastir, kot sami rečemo, Kristusov namestnik na zemlji, je uradna definicija papeža. Gledajte, on nam je povedal, pravi, kako je slišal njega glasno slaviti Boga v jezikih. Potem je povedal njegov osebni tajnik, Stanislav Dživiš, danes nadškof v Krakovu na Poljskem, tudi kardinal, koliko vem, ki je bil njegov osebni tajnik skozi desetletja, pravi, velikokrat so ga slišal kapeli, da je govoril v jezikih, ki noben ni slišal še nikoli. Govoril v neznanih jezikih, slavil Boga. Kapeli, velikokrat pravi. Sveti Janez Pavel je danes sveti, blaženi in tudi že sveti. Pravi, je povedal prefekt kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu, pravi, da vsak dan pride na kongregacijo njihov naslov več kot 150 pričevanj, uslišanj, čudežev, ozdravljen, spreobrnen milosti, se pravi, polne prošnje svetega Janeza Pavla II. Vsak dan. Si lahko to mislite. Nekje je bilo rečeno, ne vem kateremu misliku, da je bil, vemo, sveti pater bil izjemen. Meni osebno moram reči, morda najljubši od svetnikov, takih karizmatikov v zadnjem času zagotovo. Ampak pravijo, da je menda hudičev in njegove vljubljstvo, da bi še več škoda Janez Pavel II celo kot pater Pij. In vemo, da je ta veliki mož, Janez Pavel II, stal položiti roko na ljudi. Vemo, da je bilo egzorcizme, da so se omaknili demoni. Vemo, da je bil silno predan Devici Mariji. Vemo, da je molil za zdravljenje in so se ta dogajala. Vemo, da so se ljudi, ko je bil tam, hodil skozi ali se vozil z vozilom med ljudmi, ko so se ga dotikali, da so mnogi padali na kolena, bili globoko namoljeni s Svetim Duhom. Vemo vse to, dragi prijatelji, da je bil odprt popolnoma predan Mariji in odprt Svetemu Duhu. In gledajte, to je model tudi za nas danes. In ta isti Janez Pavel II, vemo, da je srečal, zbral vsa ta gibanja, zbral na trgu svetega Petra. Vemo vse to. In dragi Božji prijatelji, ko danes govorim o njem, razmišljal, ko sem samo z vsem, sem razmišljal tudi o 4. rožnevencu. Upam, da volite rožnevenec. Povabim, da bi začeli, če še ne, vsak dan, vsaj nekaj k Mariji moliti, izročice Mariji. Tudi vsi mi, ki želimo biti polni darov Svetega Duha, gledajte, kdo je bil najbolj poln darov čudežev karizem, a ni ravno Devica Marija. Poglejte, ali ni največ čudežev, milosti, uslišanj. In če pogledate, naprimer, na Hrvaško, pri Mariji Bistrici in tudi po svetu, kjer imaš, celo obuditve od mrtvih, polne prošnje Device Marije. Zakaj? Ker se popolnoma odprla Svetemu Duhu. In Bog želi, da se mi odpremo Svetemu Duhu danes. In ta veliki mož, sveti Janez Pavel II, je zapisal, pravi, ob začetku 3. tisočletja smemo pričakovati, pravi, nove vinkošti za cerkev in svet. Novo izlitje Svetega Duha za cerkev in svet. Ob začetku 3. tisočletja lahko preberete v tisti okrožnici ob vstopu v 3. tisočletje, na pragu 3. tisočletja, v latinskem jeziku novo milenio in eunte okrožnica. Tam je to zapisal. Se pravi, na pragu 3. tisočletja, na začetku 3. tisočletja, in to je zdaj, smemo pričakovati nove vinkošče, dragi prijatelji, za vso cerkev in ves svet, je povedal ta veliki mož, katerega se je strašnega, Janeza Pavla II, ki je molil neprestano in se žrtvoval Bogu. Mi smo daleč od tega, jaz ne veš, neskončno daleč, ampak zaupam v Božje usmiljenje. In mi smo v letu Božjega usmiljenja, dragi prijatelji. In ko danes razmišljamo o tem,
Glejte, mi smo šele na začetku. Mnogi razmišljajo, pravim, zmotno o koncu sveta, pa ne vem kaj vse. Pa mi smo pravzaprav šele na začetku. Če pogledate v svetu, vse nas je čez 7 milijard, okrog 2,5–3 milijarde od tega kristjana, drugo pa potem različna druga verstva, katoličana morda okrog 1,5 milijarde, vsega tega. Ampak, če pogledate, koliko ljudi v Sloveniji procentalno hodi k maši, koliko? Koliko? Eni pravi 18% poprečje, jaz mislim, da manj. 15, mogoče, 10. Tu nekaj, v mestih precej manj. V mestih 2–3%, če ni že manj. Naprimer, Maribor, Ljubljana in tako naprej. Glejte, ampak od tistih ljudi, dobro, če bi rekli, da 10% ljudi pride k maši, od teh, ki pride k maši, to je moje, upam, da ne sodim, ne bi želel biti krivičen, ampak moje osebno mnenje je, da od teh, ki pride k maši, morda 1/3 ljudi ima res nekje osebno odnos z Jezusom in neko živo, globjo vero. Morda 1/3 od teh 10% krši. 1/3. Se pravi, od teh, ki pride k maši, od 10%. Se pravi, gledajte, nova evangelizacija, to, kar želimo, da Bog napolni svet z darovi Svetega Duha, je še ne na začetku. Ne na koncu, do skrajnih kaj sveta, gledajte. Od teh 3% prebudimo celotno, vse te ljudi, ki hodijo k maši, za živim nastopijo, to je nova evangelizacija, da ljudje spoznajo živega, starega Jezusa in stopijo z njim v oseben odnos. S tem je ta prva evangelizacija, ali kerigma, ali to, kar mislimo pod nova evangelizacija, se je končana. Šele potem je na vrsti kateheza in šele za te zakramenti. In se pravi, tukaj imamo že gledajte eno ogromno delo, znotraj cerkve, znotraj teh ljudi, ki prihajajo k maši. In ko potem povškemo za Boga, z močjo Svetega Duha, stali živim Jezusom, izkušnjo živega Jezusa, te ljudi nam še ostane 90% onih, ki so krščeni, pa ne prihajajo k maši. Že v Sloveniji potrebno. Evropi prav tako, ali je situacija še slabša. In potem, ko naredimo to, naprimer imamo, se pravi, katoličane, še reko to, ogromno delo naredimo, pa nam še veliko manjka in še vedno nam manjka, gledajte, več kot 4-krat toliko ljudi, ki živega Jezusa še ne poznajo. Smo vžgali potem še 1,5 milijarde naših ljudi, krščenih ljudi, pa smo, razumemo, smo še ne na začetku. In zato se mi zdi dosti bolj primerno, se vam opravičujem, da takrat nisem prišel na posrečanje, nekoliko sem zaplaniral se za veša datuma, smo šli takrat k Zlatemu sudcu, nisem si to prošnje želje Martina takoj vpisal koledar in me je to teplo in nisem mogel k vam, kar mi žal, ampak sem mislil več čas na vas, tiste dneve in molil za vas, srcem, ljubezni za res, ker vas tukaj nosim tudi. In pri Zlatem sudcu, mojem dragem prijatelju, se mi zdi dosti bolj primerne tiste besede, pravi, kakšen konec sveta. Bog želi pravi, da se milijarde novih otrok rodi na ta svet. Ta njegova izjava se mi zdi dosti lepša, dosti bolj primerna od tistih, ki že razmišljajo o koncu sveta in tako naprej. Pa daj Bog obilje blagoslova in novih rojstev, da se nadaljuje, gledajte, to življenje na tem planetu in potem še vse vesolje naprej, kar nas bo Bog dal. Vse veselje vam Bog želi, da se odpremo Svetemu Duhu, ki je tudi duh življenja in duhovnega življenja in ljubezni in solidarnosti in svetega življenja. Vse to Bog želi od nas. In nam to polaga srce, svojo ljubezen, svoje usmiljenje, da se tega oklenemo, da z obema rokama, da nas objave, da dovolimo Bogu, da nas objave s to neskončno ljubezni in usmiljenje, dragi Božji prijatelji. In ko smo danes tukaj, globoko zaupam te besede, da je Bog spregovoril, ker verujem, da Bog govori po naših tudi papeži, ki nam jih Bog daje v naš čas. Ne more, da Bog ne bi govoril po njih, ne more, dragi prijatelji. Kdo je to dvomi ni zares kristjan, bi se moral prespovedati pred neko krajino, ko razmišljam o tem. Kdo dvomi v papeža in moč Svetega Duha, ki želi delovati in deluje po cerkvi. Ko smo danes tukaj, želimo biti polni Svetega Duha, ampak vendar v edinosti z našimi pastirji, v edinosti s cerkvijo, v edinosti z Materjo Marijo, ki nam ponuja svojo roko. In prihajamo na misel, dragi prijatelji, Medžugorje. Jaz ne poznam nobenega mesta na svetu,
kjer se Marija razgreva ali pogovori o tem, kjer je Marija toliko krat spregovorila, odprite se Svetemu Duhu. Odprite se Svetemu Duhu. Molite za razsvetljenje Svetega Duha. Odprite se darovom Svetega Duha. Veste zakaj? Ker je to znamenje časa za ves svet. Takrat je bila tista peščica apostolov, pa še njih mogoče skupaj 90-100 v dvorani zadnje večere, bil sem letos opet na tistem mestu v Jeruzalemu, kjer je bila dvorana zadnje večere in dvorana Binkoši, v tej isti dvorani. In dragi prijatelji, takrat se Bog razumil. Zdaj se Bog želi razumeti vsemu svetu. Pred leti sem slišal eno čudovito definicijo karizmatičnega gibanja, prenove. Se rekli, gledajte, prenova ni sama sebi namen, da bi častili neko institucijo, neko gibanje, neko... Ne! Ko bodo vsi, gledajte, sprejeli krst v Svetem Duhu, izlitje Svetega Duha, prenova se ukine, ugasne, ni več, ker ni potrebno, ker je naredila svoj namen, za kar je Bog dal v cerkev, da žge vse ljudi z darovi Svetega Duha, da se vsi odpremo Svetemu Duhu. To je edina, gledajte, prava prihodnost, priložnost za vse nas, dragi Božji prijatelji. In ko razmišljamo o tem, naj se vrne malo dragemu Patru Rufusu Pereiri. Veste, in smo tako, ko smo se tako pogovarjali in govorili o tej stvari, ko je odhajal na letališču tam, zadnjič, ko sem ga videl v življenju, na Brniku, ko je odhajal čez tista dama, čez tista vrata, potem na tiste preglede in na letalo, mi je rekel ene besede. Je rekel, only renewal can change the world. Samo prenova lahko spremeni svet. To je rekel. In spomnimo se danes že blaženi papež Pavel VI leta 75, ko je na Vrniku sprejel prenovo v duhu in je dal potrditev, je rekel, prenova je upanje za cerkev in svet. Pa ne mislim sedaj prenovo kot institucijo. Ampak to gibanje, ki je odprto za Svetega Duha, mislim še dosti širše, ki je odprto za izlitje Svetega Duha, da predamo krst v Svetem Duhu. To prebuditev, to duhovno izkušnjo Svetega Duha, to je tisto, se pravi, ta globoka osebna izkušnja Svetega Duha, to je tisto, kar edino lahko spremeni ta svet in cerkev. To je, kar nam Marija želi dati. To je največja obljuba, ki nam Jezus dal, ko se je dvignil takrat ob nebohodu zadnje besede, vi pa ostanite v mestu in v nekaj dneh boste krščeni v Svetem Duhu. Sveti Duh je največja obljuba, ki nam Jezus obljubil, ko se umakne sam, vidno našim očem. Ampak ta Jezus je živi, stari Jezus. Kdor ne veruje, da je Jezus živ, danes ni zares kristjan, lahko imaš 500 krstnih listov, lahko imaš 10.000 potrdil za motre, da si primeren in vreden in fajn in tak naprej. Če ne veruješ, da je Jezus živ, danes nisi kristjan, ker je to bistvo krščanstva. To je bistvo, da si sploh kristjan, ne da si ti dober in veren katoličan. Da si sploh kristjan, to je osnova. Če tega nimaš, nisi kristjan, si morda na papirju ali mrtev kristjan, pa dejansko kristjan nisi. Preprosto povedano. In dragi Božji prijatelji, ko pravi samo volj Svetega Duha, in to želimo danes. To želimo danes. Želimo se odpreti tem darovom Svetega Duha. Popolnoma odpreti darovom Svetega Duha. Ne želimo ugašati Duha, ampak želimo dati polno delovanje Svetega Duha. Naši srci in naši življenji. In ko smo danes tukaj, torej želimo misliti naprej. Papež Benedikt XVI. Bral sem knjigo, intervju, mislim, da je bil Vittorio Messori, govori o novih gibanjih v tej stvari, govori o stvari v cerkvi, nekaterih vprašanj. Taka vijolična knjižica je, gor je na fotografiji, sedaj zaslužni papež Benedikt XVI. In notri govori na drugim pravi po drugem Vatikanskem koncilu. Pravi so bile mnoge čudovite smernice začrtane. Pravi, večina teh smernic še nam ni uspelo dati v prakso. Ampak pravi, ena glavna stvar, kar smo na koncilu želeli, on je bil eden 4 teh velikih koordinatorjev tega koncila, poleg Syrensa, ki je bil popoln možgan za karizmatično gibanje. Eden od teh je bil torej tudi sedaj zaslužni papež Benedikt XVI. Josef Ratzinger, genialni teolog, Mozart teologije, izjemen mož. In napisal pravi, edino,
Pravi, kar smo mi želeli in smo molili na koncilu in se je zgodilo brez našega vpliva, razen morda molitve, se je samo zgodilo od sebe. To, kar smo čutili, da je to potrebno in smo si najbolj želeli. In pravi, to je razcvet novih gibanj svetega duha v cerkvi, ki jih je sveti duh dal. Pravi, to je najboljše po koncilu, kar se v cerkvi sploh dogaja. In potem je šel našteva, in Marino delo, in Korziljo, in neokatehumenat in tako naprej, čudovite stvari. Pa na prvo mesto je postavil karizmatično gibanje. Na prvo mesto je postavil to. Glede, genij teologije, moc za teologije. In med drugim, veste, kaj je rekel v tej isti knjigi? Veliki teolog, slavni, Jozef Ratzinger, papež, sedaj Frančišek pravi, bere knjige Jozefa Ratzingerja, Benedikta 16. in vidi, kako so polne duha, kako me žigajo, kako me hranijo, ker njegova teologija nastaja na kolenih, hotel reči pred najsvetejši, v Jezusovi tu živi bližini, ki sam Jezus je tu navzoč, dragi prijatelji. In on je napisal, pravi, med drugim, morda se mi včasih tudi bojimo, morda se vi bojite, da bi živega Jezusa vse, moliti za ljudi, moliti za izlitje svetega duha, za ljudi, ki so v stiski, ki so v depresiji, ki so žalostni, ki so potrpni, ki ne vejo kako naprej, ki ne vejo kako se odločati. Morda je vam težko, molite za njih, danes vas izzivam, povabim, kot je nekdo izrazi, da je v stiski. Kaj naredi? Moli za njega, poslušaj ga, naj ti pove, potem ga vprašaj, sme moliti za tebe, za tvojo stisko, morda bolezen, morda te boli križ, noga, vrat, karkoli. Morda imaš depresijo, morda si žalostna, morda se mož nočuje od tebe, morda boš izgubila službo, morda je tvoj otrok izgubil otroka in tako naprej. Ne veš, nešteto stisk. Ko te nekdo pove svojo težavo, prvo vprašanje, sme moliti za te, najprej ga poslušaj, da se izpove, koliko imaš časa. Potem vprašaj, sme moliti za te, pa če reče ja, ne reče vsi ja, večina pa. Po moji izkušnji 2/3 nekje reče ja. Da sme moliti za njih. Točka 2. Sme moliti zdaj takoj? Vprašaj ga. Po moje je tudi ta pot najlažje, da vstopiš v področje karizem. Sme moliti zdaj takoj in če reče ja, ne reče vsi ja. Zopet, več kot pol pa ja. Večina. 2/3 tičete pa reče ja. In če tretje vprašanje, sme položiti roko nate, na glavo, rame ali pa na primer za roko, če reče na mredo, ok, če ne pa tako. In potem moliš, vsaj minuto, moliš spontano, pogovarjaj se z Jezusom in izročaj Jezusu ta njegov problem. Vsaj minuto, vse minuto, že to je dovolj. Že to je dovolj, ni treba preda dolgo, da se njemu ne opre, pa drugi, ki so okrog. Vsaj minuto, lahko tudi naprej, kako minuto več, 2-3, ne, ampak koliko čutiš, da je primerno. Vsaj minuto, pogovarjaj se z Jezusom v tej stiski in boš videl, boste videli, dragi prijatelji, kaj bo Bog delal po tvoji skromni molitvi. Ampak še eno pravilo. Tukaj naj ne bo nobenih izjem. 2 dni nazaj v nedeljo prišli so moji bivši mladinci, danes so ženi poročeni, mnogi med seboj poročeni, tako mladi so prišli piknik, ni 4 družine, tam je bilo vsaj 15 otrok, če ne več na delišču. In potem sem omenil, da imam težavo tukaj, da imam malo vneto uho. Večitno, ne? Sem bil premalo pozoren na zdravje in so rekli, prvi, vi ste nas učili tako. Najprej moram vprašati, smem moliti za vaš problem? Pravi, zato te zdaj vprašam, smem moliti za to, sem neko ja lahko, da smo se peljali v avtoce. So vprašali, smem moliti za tako, pravi, vi ste nas tako učili, moram vprašati. Brez izjene, vsakega. To, če bi škof, papež, direktor na službi, dekan fakultete, kjer študiraš, delaš diplomo, komaj. Ni važno. Brez izjeme. Vprašaš popolnoma vsake ti pojavlja, pogodanja, ga vprašaš, smem moliti za ta problem? Drugo vprašanje, smem moliti za takoj? Tretje vprašanje, smem položiti roko? Če se ti ok, položiš roko, če ti ni ok, moliš tako proti njemu in moliš vsaj minuto, izročaš Jezus in boste videli, Jezus bo delal čudeže. Po moji ne bo vsak ozdravil, bodo pa mnogi.
bo pa vsak prav milost, tolažbe in zlitje Svetega Duha, da nekdo mora za nekdo se zavzel. Veste, vsi bodo čutili nekaj posebnega, vsi bodo čutili en Božji dotik. In mnogo ljudi bodo pa tudi ozdravili. Po tvoji molitvi. In spotoma življenju, ko si doma, ko greš v bolnico na obisk, ko ti kdo doma pojavlja, tvoji otroci, vnuki, mož, žena, starši, kdorkoli, sodelavec v službi, ima nek problem. Ponudimo to. Naj bomo prisluhnili njegovo stisko, ko je končal, ko se je izpovedal, z ljubeznijo ga poslušaj, potem mu predlagajte 3 stvari. Boste videli, Jezus bo delal čudeže po vas. In osebno se, pravi, ne rabiš ni organizirati veliki škofijski srečanj, tisto ti najdeš škof poenostavno, ne? Ali potem, da bi ti... Ampak tako sproti, v življenju. Vam povem, ko v župniji, ko sem prišel in to delal in ne spustim priložnosti, ko nekdo pojme. Mogoče sem, ampak sem res gledal na to, da nisem koga spustil. Vsak je podvrnjal, se moli za to. In zdaj se začeli župni pogovarjati, to je župnik ima eno posebno moč. Pravi, jaz sem ozdravil, jaz nisem mogel hoditi, jaz mene bolj bolel, nimam jaz, če Jezus ima, jaz sem Jezusa prosil. In zdaj se pogovarjali med sabo in pride na molitev in tako naprej. Veste, čisto sproti, to nič ne stane tista minutka, ali malo vsaj blagoslovek. Čudeže dela Jezus. Ampak dajte mu priložnost, vsak od vas. Jezus želi uporabiti vsakega od nas, da smo njegovi apostoli. Ne da nekomu na dolgo tupimo, kaj se dela narobe, kak je podoben, kak je zakrtno. Ne! Ti moli, poslušaj ga, ljubi ga, moli za njegovo stisko. In Jezus bo sam stopi. To vas se spodbuja. Tako. In ta isti papež Benedikt je povedal, dragi prijatelji, in ko moliš, tudi če vsak nazaj, tebe sanovi naj ne brigajo. To ni tvoja stvar, to je Jezusova stvar. Tvoje, da moliš, da poveš Jezusov imeno, moliš na glas Jezusov, takrat lahko tudi jeziki, po tihem lahko zmoliš malo malenko za zaščito, prosiš Jezus pokrij na svoj krvjo in potem moliš. Po tihem, ne rabiš na glas izgledati tam iz njega. Tudi če bi eden od 1000 pozdravil, se splača moliti za vseh 1000. Po moji izkušnji popolnoma vsak dobi milost, je tolažba, je hvaležen za to. Vsakega se izpolni ta milost Svetega Duha in po moji izkušnji vsaj 2 od 5 tudi pozdravita. Se rekel, na nekem področju, ki je pomembno za tega človeka, gre situacija radikalno na boljše. In se splača. In vsi ti ljudje doživijo dotik, doživijo milost. In Bog želi po vsakem od vas to dela. In veste, je povedal ta, pravi, kot papež, je povedal, pravi, prenova, je povedal potem tudi v isti knjigi, piše, no, pravi, karizmatično gibanje, člani, pravi, ne sme biti tako boječi, to gibanje ne sme zamreti. On je rekel, to je tako dragocena zadeva, pričevanje teh karizem v našem času, da se čudeže dogajajo zdaj, isto ko so se v prvi cerkvi, to je silno dragoceno in nikakor ne sme se zmanjšati od izgledi. Pa vi morate biti dosti bolj pogumni in iti v smer tega osvojiti. In to nam Jezus govori, gledajte, kot je možno. Mene zanima, se kdo spomni, kdaj sem bil lani tu pri vas? Katere mesec je bil? Vekdo? Tako. December. Aha, možno tako. In gledajte, naš dragi papež Frančišek, ki je zdaj ukazal, napisal ta dokument, vsa cerkev se mora peti za karizme. Seveda, karizme, prav, da nismo neki svoji samopašni, naduti petelini, da vodimo, ampak da smo ponišče s pokorni pastirjem. To je absolutno prav. Da smo eno, da smo v roki, z roko v roki, z našimi pastirji iz cerkev. To je prav. Ampak hkrati želi, da cerkev močno zajame vse te darove Svetega Duha vas in se vzdote prenovi, postane sveta, Božja, duhovna cerkev, polna milosti, polna Svetega Duha, polna usmiljenja, polna ljubezni, polna čudeža, Božjega darovanja. To želi Bog danes delati cerkvi. In gledajte, mislim, da sem to že omenil, lani, ko sem videl na tem srečanju, svetovne srečanje duhovnikov, prvi zgodovini, gledajte, je bilo to v papeževi posebni baziliki, to je Sveti Janez v Lateranu. Ne Peter in Pavel, zdaj smo na ta veličen praznik, danes je to seveda
najpogosteje, ki je tudi največje, tako papeževa cerkev. Ampak njegova osebna pravzaprav je Janez v Lateranu, ki že malo po letu 300, ko so kristjani prvič dobili svobodo od takrat, naprej leta 300, je sedež rimskega škofa papeža Janez v Lateranu, ta cerkev. Tam on dobi ključe, da je papež, tam se glavne tiste okrožnice podpišejo, glavni dokumenti, glavni koraki za cerkev tam. In tam, v tem srcu cerkve, srcu katoliške cerkve, je bilo svetovno srečanje duhovnikov karizmatičnega gibanja. Lani junija. Vsak dan je bil z nami kardinal, vsak dan je bil z nami pater Raniero Cantalamessa, z nami so bili nekateri izjemni svetniki, čudodelniki, škofi, svetniki, ki v Braziliji na tem strežejo po življenju hočejo biti, ker so tako močni, ker toliko ljudi trgajo ven iz droge, iz mafije, iz korupcije in tako naprej. Sveti ljudje, polni duha, so morali pričevanje, da se grejo na vse po koncu. In med drugim, vsak dan pravi ima vodo v vašega kardinala. Bilo živo slavljenje, tako živo slavljenje v tej cerkvi, ti duhovniki vsega sveta. Veste, smo dobili karizmatične sreče v Sloveniji, še nisem videl tako živega slavljenja, ko ti duhovniki tam rajali, plesali, slavili Boga, jeziki več čas, priče kardinalov, priče papeža. Ne rabimo se bati, to je delo svetega duha, dragi prijatelji. To je Božje delo. Ne rabimo se bati nikoga nečesa. Seveda, mora biti ljubezni, po ličnosti, tako to že, da potem ti ljudje lahko sprejmejo. In med drugim je bil z nami naš dragi papež Frančišek. In to kakšne 4 ure je bil z nami. Najprej je šel okrog, je srečal se vsemi nam, bilo nas je 1200 zihr v tej baziliki, zaprto 7 dni, ko je bilo za duhovnike, ko bi na 10.000 bi hoteli obiskati v baziliku tiste dneve. Res je prišlo. Te so tu naši duhovniki, to je pa za nas vitalno, to je bistveno, da oni poglobijo proti svetemu duhu. In gledajte, kaj je povedal. Imel je eno daljše predavanje za nas, je imel mašo z onak pridigo, bila so vprašanja, odgovori smo lahko postavljali in na koncu zopet se srečil s nami še okrog. In gledajte, papež Frančišek, mislim, da sem to že omenil, pa ne bo škodilo, če še enkrat povem. Je rekel, gledajte, ko se je bil mlad kaplan, jutri bodo posvetili nove duhovnike po vsej Sloveniji. Mi moramo moliti za naše duhovnike, da bodo polni svetega duha. Za vse nas molite, za nas reveže, lepo vas prosim. Hvala vam, da molite, hvala vam, da molite, hvala, da molite za nas. In veste, vsaka zahvala dvakrat naprošnjena, ne? Tako pri Bogu, tako pri ljudeh, da to vam še enkrat hvala. In gledaj, je povedal, pravi, nisem razumel tega delovanja svetega duha. Pravi, in enkrat, to nam je sam papež Frančišek povedal, kot jezuit bivšega, ne? Pravi, enkrat sem se pri pridige celo ponorčeval iz tega. In nam same nam to povedal, papež, nam, duhovnikom tam. In pravi, sem rekel, nekateri so iz svetega duha naredili šolo sambe. Še danes sem videl eno tako živo slavljenje iz Kenije, v Afriki, to pojejo, slavijo, rajo, to ne može verjeti, ne. Kdor gre na moj profil, na FB-ju bo lahko videl, da sem to delil. Izjemno živo slavljenje. Pravi so naredili šolo sambe, se pravi zelo živahno slavljenje, njemu se zdelo, če što mogoče ni duhovno, bi morali biti bolj mirno, bolj zaspano. In pravi, danes vas ponižno prosim odpuščajte, jaz sem papež, jaz vas prosim odpuščajte, pravi, ker jaz sem naredil narobe, jaz sem se motil, je rekel, jaz nisem dal prav in vas prosim odpuščajte, gledajte, kakšna veličina. Papež je nas, reveže, duhovnike tam, prosil odpuščanja. Ker je Bog, ker ni razumel, ker bi premalo odprt za svetega duha, takrat in te stvari. In veste, in potem nam je papež, veste kaj povedal? Je povedal svoje izkušnje, kako se on pripravljal na izlitje svetega duha. On nam je to povedal. In povedal, kako so molili za njega, kako je prejel krst na svetem duhu, izlitje svetega duha, svojo izkušnjo. In potem na koncu je rekel, danes vas prosim, ponižno vas prosim, vas ste tukaj in druge po svetu, pravi, ponižno vas prosim, naredite seminarje za izlitje svetega duha v vseh vaših župnijah. Je rekel, naredite seminarje za izlitje svetega duha v vseh župnijah okrog vaših župnij. Naredite seminarje za izlitje svetega duha, za krst svetega duha, torej za izkušnjo svetega duha v vseh vaših dekanijah, v vseh vaših škofijah, v vseh vaših redovnih skupnostih, v vseh samostanih, v vseh semeniščih,
v vseh bogoslovjih, naj vsi izkusijo, naj dajte vsem to izkušnjo krsta v Svetem Duhu, izlitje Svetega Duha, darove Svetega Duha in na koncu je dodal, to je največ, kar lahko ljudem daste. Dajmo en krasen aplauz dragemu Bogu, ki želi delati danes za naše svet. Dragi Božji prijatelji, to, kar je nov dokument izšel, kmalu bo Bohani Tomaša sedaj, pa tam smo govorili o karizma Svetega Duha. Gledajte, Peter in Pavel, to sta dva simbola, dve počeli cerkve. Peter bi rekel ta institucionalna cerkev, hierarhična cerkev in Pavel oznanjevanje karizme. A pravzaprav oba sta bila to. Oba sta bila in institucija, oba sta bila polna darov Svetega Duha. In to želi cerkev, in to želi Bog danes, to je pomembno. To želi Bog danes. Da so mi polni Svetega Duha. In ko sem razmišljal, ko sem se vozil sem k vam, sem razmišljal, kakšen bi bil, da bi dali javni poziv celemu karizmatičnemu gibanju, celemu svetu, po vsem svetu, da bi napisali, povabili izziva vas, napišite, pošljite, voditelji, pa naprej, da se objavi. Kaj bi po vašem mnenju bil rožni velec, karizmatični rožni velec? Katere skrivnosti bi dali noter? To me zanima sedaj. Katere skrivnosti, če bi vi napisali, kot je papež Janez Pavel II, sveti, veliki, ko napisal četrti rožni velec, če bi petega napisali karizmatičnega rožnega. Peti karizmatični rožni velec. Katere bi skrivnosti? Me zanima, kaj bi vi rekli? Razmislite, molite, napišite, pošljite naprej svojim voditeljem ali na revijo, kakorkoli, ali na internetu stran, prenove, povabite vas, izzivam, spodbujam vas k temu. Jaz sem razmišljal tako, popolnoma, mimo grede, ne vem, če je prav, razmišljal sem, kaj bi, katere bi dali 10 minut. Naprej Jezus, ko prije do Jezus, mogoče, ki nas je krstil v Svetem Duhu, ali pa ki nam je dal krst v Svetem Duhu, ali pa ki nam je dal izlitje Duha, ki bi bila prva. To je vstop na področje karizme. To je začetek. Ali pa ki nam je dal izlitje Svetega Duha in dar jezikov. Dar jezikov je temeljno povezan s krstom Svetem Duhu. Ne može biti krst v Svetem Duhu in od takrat naprej ne moliš darom jezikov. To je povezano. Vsi vi, ki ste bili na zlitju, povabno vsak dan molite z darom jezikov, vsaj 20 minut ali več. Minimalno 20 minut. Vsak od vas. Če ne veš, kliči Svetega Duha, moli, odpira se, poslušaj na vdihe, kliči. To bi morda bili prva desetka, pa prva, ki nam je dal krst Svetem Duhu, druga, ki nam je vsem dal dar jezikov in vse karizme. Vsem nam je to dal, vsakem od nas je dal vse te karizme. Tretja desetka, mogoče je bila, ki je ozdravljal vse bolezni. In danes, če močna vera Jezus lahko in želi ozdravljati vse bolezni kot nekoč. Angel je rekel Devici Mariji, zakaj pri Bogu ni nič nemogoče? Ali mi verujemo, da Bogu res ni nič nemogoče? Dejansko mu nič ni nemogoče. In vabi nas, da zaupamo, da verujemo. Tretja bi bila, morda ta, ki je ozdravljal vse bolezni, ali ozdravil vse bolezni. Četrta, ki je izganjal vse demone. In peta, ki je ubojal od mrtvih. In dragi prijatelji, to Bog želi delati tudi danes. Tu imate kip tega svetega Antona, ki naj bi po izročilu obudil največ ljudi od mrtvih v zgodovini cerkve. Katoliške cerkve, ena ameriška avtorica zbrala v knjigi, obstaja dokumentirano okrog 400 do 500 skozi zgodovino katoliške cerkve, 400 do 500 obuditev od mrtvih. Samo sveti Anton naj bi pravijo celo 25 ali več, v primeru govori. Zdi se bi bolj, zaupa, verjamem pa, da se res dogaja. Ne vem koliko, ampak verjamem zagotovo, je Bog te stvari dajo. Jaz poznam primerov v zadnjih 20 letih, vsaj 10 izpičanih primerov po molitvi k Jezusu, ko smo bili ubojeni mrtvih. In to Bog lahko dela tudi danes, po vsakem od vas. Ker Bog dela, ker ni mi. Če ni delali, bi bilo samo še slabše vsakem.
Ampak ker Jezusa prosimo, ker on dela, on zmore. Vse danes, kot je bilo v velikem jubileju, sveto leto, 2000 smo imeli napisnici, Kristus, Heri, hodie semper. Heri, hodie semper, latinske besede. Kristus še raz danes, vedno, pomeni isti. In Jezus je isti. Kar je delal na koncu, to beremo sveto pismo, da vemo vse to lahko in želi delati Jezus danes. Po vsakem od nas. Amen, aleluja. Amen, aleluja, amen, aleluja. Bog je ljubezen, Bog je ljubezen, Bog je ljubezen. Dajmo mu zaploskati, ker nas brez